Smo že. Živjo in lepo pozdravljeni v ponedeljkovem angelskem navdihu. Manca Razboršek je moje ime in sem Life and Soul Coach. Je pa avtorica knjige Angelski svetilniki. 10 let že uvažam esence, različne cvetne esence. Tole je mešanica za meditacijo od avstralskih esenc, ki sem si jo naredila, ki pomaga, da se lažje povežemo z višjim jazom, da se umiri in da se bolj odpremo. In ko sem spet dobila en tak potisk, da napišem knjigo, tokrat o cvetnih esencah, sem seveda temu sledila in ugotovila, da pravzaprav leta 2008 je bil moj prvi uvoz esenc v Slovenijo, kar pomeni, da v letošnjem letu je 10 let, kar uvažam in delam intenzivno z cvetnimi esencami. Začelo se je z Bachovimi esencami in potem sem nadaljevala z Aurasomo in lansko leto so se pridružile vsem ostalim še avstralske esence. Vmes sem jih sprobala cel kup, tudi od ostalih proizvajalcev, in prišel je čas, ko želim vse svoje znanje strniti v knjigo. In ta knjiga ne bo samo o esencah kot takih, bojo zelo podrobni opisi Bachovih esenc tudi noter, ampak bo o delovanju vibracije, o tem, zakaj esence delujejo na način, kot delujejo, kako lahko z njimi delamo. In vem, da veliko med vami že ima izkušnje z esencami, z različnimi cvetnimi esencami, z Bachovimi esencami, tudi z avstralskimi esencami že. In tisto, kar pravzaprav vas nagovarjam in prosim in vabim, je, da z mano soustvarjate to knjigo na način, da zapišete svoje izkušnje, ki jih imate z esencami, in jaz bom te vaše izkušnje tudi objavila v knjigi, poleg vse ostale vsebine. In vse tiste zgodbe, ki bodo objavljene v knjigi, avtorje teh zgodb oziroma teh izkušenj bom nagradila tudi z brezplačnim izvodom knjige, tako da boste imeli to knjigo, v kateri je vaš prispevek tudi doma. In sicer do 15. marca bi vas prosila, da mi pošljete svoje izkušnje z eno esenco, z večjimi esencami. Bi pa prosila, da je tam nekje med 200 in 300 besed, da vsebuje vaša izkušnja, da vam malo pomagam, zakaj ste se odločili za tisto esenco, kakšne so bile tiste težave, s katerimi ste se srečevali, kaj se je dogajalo med jemanjem esence in kako se je vaše počutje ali pa doživljanje ali pa kakšne spremembe so nastale, kako se je pravzaprav vse skupaj spremenilo. Tako da tisti, ki bi boste poslali zgodbo, pa jo mogoče ne bom vključila v knjigo, boste pa tudi dobili en tak lep, bom rekla, popust na knjigo in pa zraven tudi eno darilce. Ja, tudi tisti, ki boste vključeni v knjigo, boste dobili eno lepo darilce, tako da dajte mi pisati na info@manca.si in dajte zraven napisati svoj ime, priimek, naslov, zato da vem, kam poslati, ko bo konec maja knjiga izšla, in pa dajte svojo telefonsko zraven, da vas lahko pokličem pa še kaj vprašam. Jaz običajno, ko vključujem izkušnje drugih ljudi, napišem ime in pa kraj, od kje oseba prihaja, tako da ne bom razkrila celotne vaše identitete, ampak to, da ljudje dobijo občutek, kaj vse se z esencami da in da so izkušnje, itak že več kot 100 let imajo ljudje izkušnje z esencami, ampak vseeno, da tudi v Sloveniji uporabljajo esence in da imajo lepe rezultate, zato ker jaz vem, ker mi povejo, veliko ljudi mi pove svoje izkušnje, ko jih pa prosim, da kaj zapišejo, tam se pa majčkeno ustavi. Tako da ne rabite paziti nič na nobene, bom rekla, slovnične napake ali kaj takega, vse bomo zlektorirali, vse bomo popravili in tudi preden bo šlo v knjigo, boste dobili to na vpogled, a je
to, kar ste povedali in izkusili, ali ne, da ne bo kaj, da smo mi kaj dodali ali pa se izmislili dodatno. Tako da vsi tisti, ki ste že uporabljali esence, cvetne esence, se pravi Bachove esence, potem avstralske esence ali pa tudi od kakšnih drugih proizvajalcev esence, bom vesela vaših izkušenj. Pa naj bo to ali takole po kapljicah, kot ste mene videli na začetku, ali pa tudi v spreju oziroma v razpršilu. Tako da tudi, če imate kakšen drug način, bom vesela vaših izkušenj. Tako da to je to danes, kar vas želim prositi, da mi pomagate pri soustvarjanju knjige, ki trenutno nosi delovni naslov Zdravljenje čustev s pomočjo cvetnih esenc. Zdaj pa gremo na tedensko debato z angeli, na tedensko potovanje s temi čudovitimi energijami. Tako da, vidim, da ste eni že pridno nekaj tudi komentirali. Bom potem pogledala in odgovorila na vse vaše komentarje in če so kakšna vprašanja, glede tega, dajte kar v komentar spodaj, pa bom potem odgovorila. Prav. Zdaj pa se povežimo z srcem, z našim srčnim središčem. Odprimo svoje srce, ker srce je zelo pomemben energetski organ tudi, ne samo fizični, namreč je transformator med energijami, ki prihajajo z višjih nivojev in pa z zemeljskimi energijami. In ker smo mi duhovna in zemeljska bitja hkrati, v srcu, v srčni čakri se vse te energije prepletejo, si izmenjajo informacije, zato je pretočnost srca pomembna. Tako da udobno se namestite in zaprite oči in naredite en globok vdih in izdih. In z naslednjim vdihom vdihnete novo, svežo energijo in z izdihom izdihnete vse napetosti in vse tisto, česar danes ne potrebujete več in vas ovira in želite spustiti. In svojo pozornost date na področje srca in si predstavljate, da lahko v srce vdihnete in razširite svoj prsni koš in izdihnete vse zamere, vse občutke ljubosumja in vse tiste nizke vibracije, ki se zažrejo v naše srce. Včasih je to neka malenkost, včasih nekaj čisto majhnega, ki pa se nalepi na že kaj prej obstoječega in tako raste in blokira pretok ljubezni, ki prihaja skozi srce. In dihate v svojo srčno čakro. In si predstavljate, da se vaše srce začne večati in z vsakim vdihom se napihne in postane večje. In ta srčna energija počasi preraste vaše fizično telo in se razširi in kot balonček srčne energije, srčne vibracije raste in se širi na vse strani. In ker nas več gleda in posluša te navdihe, se slej ko prej ti balončki srečajo. In ko se srečajo, ustvarijo polje srčne energije. In to polje srčne energije zajame celotno mesto, državo in se še širi in srečuje z vsemi tistimi na planetu Zemlja, katerih srce in srčna čakra sta široko odprta in pretočna. In ta energija se okrepi, dokler ne zajame celotnega planeta. In sedaj si predstavljate, da se visoko, visoko iz vaše vertikale, iz samega središča galaksije spusti skozi vašo glavo, navzdol do srca božanska ljubezen. In postanete kanal za to božansko ljubezen, ki se skozi vas razliva in skozi vaše srce razliva na celoten planet.
In v to srčno energijo, v to polje ljubezni povabimo angele, svetlobna bitja in vodnike, ki nam želijo pomagati, da gremo skozi življenje lažje, lahkotneje in povezani s sabo, s svojo notranjo resnico in svojo dušo. In naredite en globok vdih in izdih. Začutite meje svojega telesa, se malo premaknete in s tem zavedanjem povezanosti in prisotnosti odprete oči v ta trenutek in čas in se odprete tistim sporočilom, ki nam jih angeli tokrat predajajo v tem tednu, v tem marčevskem tednu, polnem snega. Stvari se spreminjajo, nič ni tako, kot je bilo, zima se je malo premaknila in na nas je, kako se temu prilagodimo, kako se na to odzivamo. Si želite nekaj, česar trenutno ni, toplote in sonca in trobentic in zvončkov in ste zaradi tega slabe volje, ali poskušate najti v tej zimski pravljici užitke, veselje in magičnost, ko snežinke poplesavajo skozi nebo. In prva karta, nadangel Mihael in cesar. Nadangel Mihael skozi to karto sporoča, da je čas za disciplino in red, za to, da stvari postavimo, bom rekla, zelo trdno v eno strukturo, da ni vse tako malo sem pa tja, viga, vaga, da nismo kot ladja, ki jo premetava po morju brez kakršnekoli smeri, ampak da si zadamo določene, mi je beseda prišla, geberite, znotraj katerih delamo in v bistvu določeno strukturo in pa tudi pravzaprav zelo pomembni so temelji, na čem v bistvu, na kakšnih temeljih smo in kako pravzaprav to strukturo in to disciplino živimo. Tako. To je ena taka zelo pomembna, zato ker ko gledamo naprej, če imamo svojo vizijo, če tej viziji tudi sledimo, je pomembno, da znamo ta prave strategije ubrati, da vemo, kaj je naslednji korak v smislu tega, kako nas pripeljejo stvari bližje k tistim ciljem in pa viziji, ki smo si jo zadali, in struktura je tukaj pomembna, načrt. Brez načrta se ne da hiše graditi, recimo, oziroma se da, ampak vprašanje, kaj pol pride. Naslednja, dvojka zemlje. Dvojka zemlje, ki običajno govori o odločitvah. Se pravi, Mihael tudi v bistvu, oziroma štirka v tarotu je v bistvu karta odločitev, kako sprejemamo odločitve. Tudi in dvojka je spet odločitve, s tem, da ta nam pa da, da v bistvu ne biti preresni. Če nas štirka na nek način da v eno tako strukturo, nas dvojka spominja, da ni treba, da smo preresni, da vseeno lahko bolj igrivo stvari peljemo in da se ne pozabimo igrati in smejati in biti sproščeni in lahkotni. S tem, da dvojka zemlje je energija, ki je že zelo prizemljena, se pravi, ni zdaj čas za neki bluziti tam gor, ampak konkretne stvari tukaj, zdaj, praktično delati, izvajati in slediti neki strukturi, ki jo pač ta pot, ki jo hodimo, zahteva od nas. In pa še kraljica ognja. Kraljica ognja za malo ravnovesja, ki pravi, razprite krila in poletite, ne podcenjujte se, bodite ustvarjalni in neodvisni. Se pravi, če vam je bila dana neka vizija, če vam je bilo dano nekaj in delate prave korake, potem
ne sami sebe sabotirati. Dajte si dovoliti, tako kot pravi karta, razpreti krila in iti naprej in ne ob prvem neuspehu ali pa nečem, kar izgleda, da ni uspelo, odnehati. Ne, to je zelo, ta energija, ki je zadaj, je zelo ena taka topla energija, ki pravzaprav nas tako, ne da nas tako potiska, ne, ampak nas tako lepo od odzadaj potiska, da gremo naprej, da smo ustvarjalni, ne. Se pravi, če smo igrivi, je veliko večja verjetnost, da bomo tudi ustvarjalni. Če pravzaprav sprejmemo neko odločitev in se povežemo s sabo, tako kot smo se danes s svojim srcem povezali, in si dovolimo biti to veliko bitje svetlobe, ki izkuša samega sebe, na tej zemlji, potem nas Mihael podpre. Mihael namreč je nadangel, ki pravzaprav zelo sončni pletež oziroma solarni pleksus okrepi, se pravi samozavest, zavedanje sebe, tega, kdo smo, in znotraj tega tudi svoje odločitve. Tako da v tem tednu konkretne stvari, zaupajte sebi, zaupajte v vaše odločitve in pojdite svojim ciljem neustrašno naproti. Pokličite nadangela Mihaela, da vas pri tem podpira, in verjemite, da se bojo stvari res zgodile na skoraj čudežne načine, vsaj taka je moja izkušnja z Mihaelom. Če pa rabite kakšno podporo, so pa tukaj cvetne esence, za kakšno samosabotažo ali pa recimo macesen je zelo fajn za samozavest, tudi nadangela Mihaela v kapljicah imam, tako da lahko na Lekarni za dušo, se pravi spletna Lekarna za dušo, za dušo to tudi naročite, sprobate in mi do 15. marca že pošljete svojo izkušnjo in si tako pridobite svoj brezplačen izvod knjige, ki izide konec maja. Tako da to bi bilo to za ta teden, uživajte neznansko in se vidimo naslednji ponedeljek. Čau, čau.